Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info360. Moje ime je Suzana Kos. Z menoj v studiu pa danes 4 gostje. Gospod Janez Žakelj, poslanec NSi in predsednik parlamentarne komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Gospod Predrag Bakovič, predstavnik stranke SD, tudi nekdanji policist in podžupan Kočevja. Zato tudi poznate dobro problematiko, ki se bomo dotaknili danes. Moja kolegica novinarska iz Večera Damjana Žižt, ki velja za eno največjih poznavalk področja kriminalitete pri nas, in odvetnik in nekdanji direktor Sove, gospod Janez Stušek. Pozdravljeni, pa bom povedala še, kaj sem rekla, da bomo skušali najti odgovore na katere vprašanja. Med drugim tudi, ali je slovenska policija res kastrirana in ali drži vtis, da je v slovenski družbi več nasilja in da postaja slovenska družba bolj tolerantna do nasilja. Pa mogoče gospa Damjana, že dolgo pokrivate kriminaliteto. Kakšen je vaš občutek, je nasilja več ali mediji več poročamo o tem? Pa naj morda dodam še tukaj, da ob tem tragičnem novomeškem dogodku sta se zgodila še dve nesrečni smrti. V Celju je umrl 82-letnik, ki ga je z udarcem tako poškodoval mladoletnik, v Ljubljani pa je športnik, 20-letni športnik do smrti pretepel 38-letnega Makedonca, ki ga je potem v jutranjih urah našel taksist. Torej, kje smo? Ja, lep pozdrav najprej. Jaz bi rekla, da kar nekaj od teh naštetih vprašanj oziroma trditev drži. Mislim, da je nasilja več, vsaj za določena kazniva dejanja, bi lahko verjetno rekli. Seveda statistične podatke vodi policija. Lahko pa seveda sklepam tudi iz tega, koliko več se mi zdi, da je teh primerov tudi na slovenskih sodiščih. Ja, res je, da tudi mediji več poročamo, kot smo recimo v preteklosti poročali. Konec koncev temu je seveda doprinesel tudi seveda razvoj interneta v zadnjih letih, tako da je vsaka novica lahko danes že hitro objavljena. Verjetno se pa seveda spreminja tudi pač struktura kaznivih dejanj povezanih z nasiljem. Sama bi lahko rekla, da zadnja časa opažam, da je čedalje več tudi kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja in da gre tudi za zelo, zelo hude obtožbe in hude oblike. Zdaj pa verjetno, če to vse skupaj pogledamo, več medij poročamo, več je verjetno nasilja in potem je seveda tudi lahko to na nek način se odraža tudi v nestrpnosti določenih ljudi, kar seveda dodatno spodbuja nasilje in to nikakor ni dobro, ker nasilje po mojem vodi samo k nasilju. Čeprav jaz bi tukaj rekla, glede na to, da ste rekli, da se povečuje nestrpnost ljudi, mislim, da slovenski mediji niso doslej povečevali nestrpnosti do Romov, vsaj takšen je moj občutek. Gospod Stušek, jaz sem pogledala podatke o preiskanosti kaznivih dejanj in ta se v 10-letnem obdobju giblje okoli 50%. Vrh policije to ocenjuje kot dober rezultat, je temu res tako? Pa mogoče še za vas vprašanje, ker niste vpleteni v politiko. Ali se vam zdijo očitki o medijskem razpihovanju histerije, ki so jo bili mediji deležni sedaj ob tem primeru v Novem mestu, upravičeni? Lep pozdrav tudi z moje strani. Kar se tiče mojega mnenja, jaz bi rekel, da absolutno ne. Strinjam se z ocenami že predhodnice, pa tudi glede na vaše vprašanja, da pač v bistvu danes v dobi interneta je praktično vse, danes je praktično vsak medij. Se smo že videli tudi te dogodke, tudi tisti recimo v Celju, tisti mladoletniki, ki so se na tisti, bom rekel, nadstropju nekšne avtohiše oziroma pač centra. Veliko je tovrstnih dogodkov. Zdaj, kar se tiče preiskanosti, bi tudi rekel odvisno, tudi tako je že bilo rečeno, policija vodi statistiko, zdaj je ravno pri tem, kako bi rekel, premoženjski delikvenci, tudi vezano na to, če želite, romsko problematiko, pa ne samo vezano, se pravi premoženjski delikti vezan na to zgodbo, je te preiskanosti seveda manj, odvisnosti od težja, ko so kazniva dejanja, tudi v mojem vedenju preiskanost narašča, recimo pri umorih, mislim, da smo še vedno na
98%, ne, ampak vseeno, ne, razpihovanje, jaz bi rekel, da ne. Danes tudi ti medijski odzivi, jaz mislim, da so ljudje preprosto imeli v neki točki dost in je to pač eskaliralo. Ne. Zgodila se je do neke mere ulica, ne bi rekel pa, da je bila ta stvar orkestrirana tako ali drugače. Tudi stvar je bila če hočete, centra dogajanja, torej ni bila vezana občina Ljubljana, ne, in to vrstna zgodba je pač eskalirala, po mojem, samo zase. O orkestriranju bomo še kakšno rekli. Jaz ne povem, da sem šla gledati tudi podatke o obsojenih polnoletnih in mladoletnih po občinah. In ni neke bistvene razlike, recimo v Ljubljani pred leta 2020 596 obsodb, lani 591. Je porast v Novem mestu, 116 obsodb na 221, v Ribnici pa ne, ker se pač ribniški župan precej oglaša, 2020 so imeli 33 obsodb, lani 29. Ampak, ker ste dejali, ker so omenili besedo, da zadeve niso bile orkestrirane, pojavljajo se zdaj očitki, da so župani jugovzhodne Slovenije desničari in seveda, gospod Žakelj, da je NSI k temu dogajanju pristavila svoj kiskarček. Ja, lep pozdrav z moje strani. Zdaj, če rečem, jaz sem bil tudi sam dolgoletni župan, 3 mandate sem bil župan in jaz lahko rečem, da sem opazoval to tudi iz tega stališča. In v jugovzhodni Sloveniji so župani, kolikor jaz vem, različnih političnih opcij. In prav je, da se opozarja na nasilje in narobe je, da policija govori, da je zadovoljna s preiskanostjo, ker vidimo, da temu ni tako v praksi. In ljudje, ki sem jih gledal, zdaj preko 10 000 jih je bilo, nisem enega transparenta ali pa vzklika slišal, političnega vzklika, ampak ljudje levi in desni so povedali, da imajo dovolj, da zahtevajo aktivnosti, da zahtevajo reševanje problemov in mislim, da je to samo izbilo sodu dno ta ignoranca koalicijske, se pravi vlade, ki ni obravnavala problemov, na katere smo opozarjali. Že v prejšnji vladi smo vložili te zakonske predloge. Vložilo jih je 32 000 ljudi s podpisi, 32 000 ljudi, vsi župani jugovzhodne regije in problem, ki ga jaz vidim, je ignoranca do problema Dolenjske. Ne nazadnje pa smo tudi v Ljubljani imeli pretepenega kmeta, ki zagotovo ni izzival ali pa prekomerno izzival tistih ljudi. Gospod Bakovič, kaj je? Koalicija ni delovala. Bom tukaj pa še prebrala eno vašo izjavo. Poslušala sem vas na Pop TV-ju, kjer ste se mi zdeli v bistvu osebno prizadeti, ko ste govorili o teh zadevah, ki se zdaj dogajajo, in ste rekli, da v bistvu smo prišli do točke, da v postopkih ne iščemo več resnice in pravice, da za ene palica da, za druge pa ne. Ja, nekako, ker prihajam iz teh krajev in to problematiko še kako čutim, seveda nekako ne morem izklopiti čustva in povedati tisto, kar mi leži na duši in kar se mi zdi, da je prav. Če lahko, morda se ne vežem še na ta vprašanja, prej bom zelo hitro, in sicer, kar se tiče nasilja, več ali manj, to statistika verjetno nekako prikazuje, moram pa reči, da je vse bolj brutalno. Vse več ga je, bolj sorovje in to seveda zbuja neko nelagodje. Kar se tiče medijev, po moji oceni mediji ne generirajo nestrpnosti napram romski ali pa kateri drugi etnični skupnosti, saj večinoma ne, in prav bi bili, da se tudi politika na nek način ne dviguje rejtinga na teh zadevah, ampak da proaktivno pristopimo k temu, poskušamo nekaj rešiti. Kar se tiče preiskanosti, 50%, sam toliko, ker sem bil policist, vam lahko povem, tukaj so vsa kazniva dejanja zajeta, tako gospodarski kriminal kot zoper življenje in telo, kjer so ponavadi storilci zelo hitro znani. Jaz mislim, da najboljša slika uspešnosti policije pokažejo kazniva dejanja zoper premoženje. Blomi, tatvine, tam ni na začetku največkrat znani in potem tudi tam se lahko najbolj zmeri uspešnost policije. Kar se tiče pa same statistike, ki ste tudi sama nanizala, bi morda povedal naslednje. Jaz sem si tudi na Sursu, statističnem uradu, tam na spletni strani sprintal določene stvari in vam lahko povem po občinah.
prvih 7-8 mest zasedajo naslednje občine po številu obsojenih na 1000 prebivalcev. 2023 so Škocjan, Kočevje, Semič, Šentjernej, Novo mesto, Dobje, Črnomelj, Metlika, Krško. No, kaj hočete povedati s tem? Kar konkretni bodite. Bom povedal. V letu 24 Škocjan, Semič, Šentjernej, Kočevje, Črnomelj, Novo mesto, Krško, Destrnik, Črenšovci, Metlika. Tole je pa po statističnih regijah. To pove, torej, ali lahko zdaj tukaj najdemo neko vzročno zvezo, zakaj je obarvan jugovzhodni del Slovenije in tudi nekaj Prekmurja z rdeče. Kar pomeni, da dejansko na jugovzhodnem delu Slovenije so težave, ki se niso urejale od praktično samostojne Slovenije naprej. Jaz se tega ne razumem, kako se niso urejale. Ne? Recimo, zdaj govorimo o tem, da Romi, pa ne želim danes govoriti samo o romski problematiki. Zdaj govorimo o tem, do zdaj se mislim, da ni javno o tem sploh pisalo, da samo 12% romskih otrok konča osnovno šolo, to je zame recimo nov in šokanten podatek. Ne? Lahko odgovorim. Osnovna šola je pač obvezna za vse. Je obvezna, ampak ni mehanizma, če nekdo tega ne upošteva, kako to zadevo spraviti skozi. Torej pomeni, veste, koliko je mandatna kazen za starša, če je za en dan ne pošlje otroka v šolo? 500 €, ki niso nikoli izterjene. No, ampak tukaj je očitno problem tudi drugačne kulture in vrednot, ker recimo za večinsko prebivalstvo velja, da si želijo izobrazbe. Vrednota, tako je, ja. Tako. Ampak, ker ste rekli, ne, da se ni naredilo nič, mislim, vse skozi se je skušalo delati z Romi. Še kolegica Damjana je kot študentka v bistvu delala z njimi, ne, se pravi, nisva ravno, se pravi, čim rosno mladi, se pravi, se je že ukvarjalo s tem. Moje mnenje je, ne, da imamo dve vrste ukrepov. Eno so integracijski ukrepi, ki so se dogajali in se še dogajajo. Torej, tukaj imamo v mislih izobrazba, bivanjske razmere, zaposlovanje in potem imamo te varnostne ukrepe, ki pa očitno sistem ni več temu kos. Zato tudi prihaja do tega. Sistem v kakšnem smislu se prevečujem, kaj vas prekinjam, bom dala vam besedo, gospod Žakelj. Zdaj v teh dneh, ko sem se pripravljala na oddajo, mi je gospod Stušek, bom kar povedala, dejal, da je v bistvu slovenska policija kastrirana. Drugi, oziroma gospod Prebilič je na tiskovni konferenci, ki je imel v začetku tega tedna, govoril pa o tem, da je problem vodenja policije. Da je problem zato, ker se v policiji namešča kadre, ki so pač vsakokratni politiki od vrha navzdol blizu in mogoče niso kos funkcijam, ki jih opravljajo. Če to zame vprašanje, lahko povem, da po mojem oceni tukaj žaromet ne bi smel biti uprt v policijo. Policija dejansko naredi vse tisto, kar mora narediti in tudi naredi. Problem nastane nekje drugje in sicer v nadaljnih postopkih in tudi v delu, ker vsi vemo, kako hitro se morajo organi pregona, predvsem policisti, odločati v določenih zadevah. In ko se odloči, smo prišli tako daleč, da tudi policisti ne grejo več do samega roba, dokjer lahko grejo, ampak se stavijo že, če lahko figurativno rečem, meter prej. Ravno zaradi tega, ker imamo tudi recimo zelo restriktivno direktorat za policijo, druge varstvene naloge in nadzor, ki so zelo, zelo restriktivni in pravzaprav vsak postopek, ki ga dobijo obravnavo, najdejo neke stvari in seveda policisti zaradi tega, ne da bi se kdo telesno ali fizično bal kogarkoli, ampak dejansko ne grejo do tiste meje, do kjer bi lahko šli, zaradi tega, da nimajo težav kasneje. To je en del. Seveda drug del je, ko govorimo, včeraj sem poslušal pravnike, ki govorijo, da imamo vso zakonodajo že urejeno in da ni potrebno neke spremembe. Če bi bilo to držalo, potem bi mi imeli že zdavni zaprte te strelce in zdavni pobrano vso orožje. Pa tega nimamo. Ne nazadnje, če pogledate absurd, pa morda se tukaj pravniki ne bojo z mano strinjali, če nam 218. člen dovoljuje upraviti hišno preiskavo in stop stanovanje brez odredbe in dovoljuje tudi upraviti hišno preiskavo brez prič, pa 219. člen govori o tem, da če pa se to upravi, pa sodišče ne sme upreti svoje odločbe na to. Tukaj dvoumno. Jaz samo sicer ocenjujem, da 219. člen nekako izvzema 218. člen, ampak če si boste pravnike vprašali, verjetno obstaja sodna praksa. Veliko različnih mnenj. In zdaj še nekaj, da povem,
Poglejte, samo primer, če bi, najprej treba se vprašati, koliko je policija naredila vstopov v stanovanje brez odredbe sodišča in upravila hišno preiskavo. Izjemno malo. Zakaj? Zato, ker je to pripeljano odvetnikom na dlani, da lahko spodbijajo to zadevo. Tudi v tem primeru v Novem mestu, ki se je zgodil. Če bi policisti vstopili brez odredbe, ker pravijo, da so pač imeli... Mislite na minuli torek? Ja, po teh shodu, to streljanje. Jaz vam povem, ali pa dajmo tako primer, recimo, da policisti brez odredbe v skladu z 218 členom opravijo hišno preiskavo in pridobijo kronske dokaze, ki so glavni dokazi v kazenskem postopku kasneje. Pokažite mi enega odvetnika, ki ne bo spodbijal te odredbe, zakaj so policisti to naredili brez odredbe. Tudi v tem primeru v Novem mestu bi se nekdo, če bi to naredil, vprašal naslednje. Zakaj ste naredili brez odredbe? Dovolj vas je bilo, lahko bi okrožili, počakali, pridobili odredbo, pa šli noter. Pa nihče ne govori o tem, da ne smemo upravljati hišnih preiskav po noči, oziroma da se lahko pravi samo, če se začne po dnevi in se nadaljuje noč, da načeloma so hišne preiskave ne upravljajo po noči in tako naprej. Kup nekih omejitev. In če zdaj ti iz nekega, bom rekel, udobne pisarne poskušaš ljudem razložiti, da v teh primerih ne gre, da imamo že vse urejeno, glejte, jaz se tukaj pač ne strinjam. Bi bilo dobro, da kdo pokliče tudi predstavnika policije in da ne oni pojasnejo, kje imajo težave. Če bojo hoteli. V teh dneh je bilo kar nekaj, bi rekla, salonskih levičarjev, ki so se oglašali zelo aktivno na to temo. Gospod Žakelj, želeli ste besedo? Ja, zdaj se je kolega Predrag je kar precej stvari povedal. V bistvu jaz vidim kot en velik problem pretirana politična korektnost. Takoj se nekoga, ki opozori z imenom na problem ožigosa, da je nestrpen, da je fašist, da je recimo, to je en problem. Drug problem je, ker so govorili o kastrirani policiji, da je ta ne samo kastrirana, je obglavljena in spolitizirana. V 3 letih in pol smo imeli 3 direktorje in pol časa so bili ti samo vedeji. To je en velik problem, ki onemogoča, da bi policistom krili hrbet. Vete, vemo, da se v vsaki stvari hodi po robu, ko se nekaj naredi. V tem primeru recimo je kolega Bakovič, ki dobro pozna zadeve, povedal, da se policist 2 metra pred to črto ustavi, ker se boji izgubiti službo. In tukaj seveda so zadeve večplastne, je sociala, je šolstvo, policija, tudi tožilstvo in sodstvo. In ravno to sprenevedanje, veste, samo vsi smo enaki. Glejte, eni so bolj enaki kot drugi. In to je problem. In če ste gledali tisto sliko območij, kje so večji procent kriminala, nihče pa ne reče, kaj je vzrok temu. In tudi, ko smo na policiji se pogovarjali o določenih zadevah, vedno rečejo, ne vodimo problemov po nacionalnosti. Glejte, jaz nisem nacionalist, jaz sem živ v tujini, ampak glejte, če pa vidiš, da neka skupina povzroča probleme, je pa to treba poimenovati in skušati te zadeve rešiti. In tega se ne dela. No, jaz lahko povem, danes smo objavili članek o hipotekah in dolgovih družine Strojen in sem se prav spraševala, objavili smo samo podatke. Ali nas bojo v bistvu obtožili nestrpnosti, moram pa povedati, da smo dobili kar nekaj čestitk, da smo si upali sploh to napisati, kar se mi tudi zdi katastrofa. Gospod Stušek, vi ste mi dejali, da je v bistvu v neuradnem pogovoru, tako da se vam pravičujem, ampak dejali ste, da je policija kastrirana in da se pogosto raje obrne proč, kot da bi pač določene stvari pač, ja. Vete, v bistvu, zdaj, če glih omenjamo to kastracijo, ni moj, sem ta pojem ukradel od enega ravno iz policijskih vrst. V bistvu govorimo pa o istih stvarih, o identičnih stvarih se zdaj pogovarjamo. To je ravno ta vidik, ne. Zdaj, jaz sicer prihajam iz odvetniških vrst, ne, in zdaj tukaj je bilo tudi apropo odvetnikov, ja, da bo odvetnik izkoristil, ne. Meni se zdi, temu je tako, to lahko samo se strinjam, da ne pomotam. Ampak odvetnik dela pač poskuša delati svojo domačo nalogo za tistega obdolženega, kdorkoli je že, zdaj, ali je to iz neke etnične skupine, ali je to iz, ne vem, pač kogarkoli zadeve. Meni se zdi hujša stvar, ne, da ta isti policist, ki bo poskušal iti do roba, če uporabim ta termin, ne,
je, bom rekel, večja nevarnost, ne kot nek odvetnik, ki ga bo v postopku poskušal, bom rekel, izzvati pa, ne vem, negirati te dokaze, kakorkoli, ali bo to uspešen ali ne bo, je vprašanje, ampak da ga v lastnih vrstah, me razumete, se pravi, da bo v bistvu policist znotraj svoje policijske hierarhije, svojih šefov imel, bom rekel, problem. In tukaj se mi zdi večja težava, ne? Ker odvetnik ne odpušča, če sem zdaj malo grd, policistov. Ne? Policija odpušča policiste. Ne? In potem pridemo do situacij, kjer poskušamo vsi v duhu neke politične korektnosti, bom rekel, ne, brez da bi poimenovali problem kot je, pa jaz tudi absolutno, jaz sem zastopal že celo plejado tudi po etničnih pripadnosti, če govorimo pač o svojem lastnem delu, odvetniškem delu, ampak vseeno, ne, da se pa nek problem ne naslovi kot problem, ne, pa to spet ne moramo, se strinjam, posplošiti na celotno populacijo, tudi če se pogovarjamo o Romih, na celotno romsko populacijo. Absolutno to ne bi bilo prav, ampak očitno pri nekih drugih zgodbah nimamo težav posplošiti, ne? Ko recimo, ne vem, pa nočem zdaj to, da bo tale debata šla v drugo smer, ampak ko more biti nek izraelski vojak naredi nekšno neumnost, ki ima znake vsega kaznivih dejanj, si mi deremo o Izraelu, se ne deremo o posameznem vojaku po njegovi odgovornosti, ne posplošimo na celotno državo, ne? Tukaj se pa pogovarjamo, ne bom rekel, da ne smemo, jaz se absolutno strinjam za tem, ne, da mi v duhu prevelike politične korektnosti, pa ne mislim zdaj nabijanja nekih političnih točk, da potem začnemo neko stvar da ne rečemo bobo, ampak to je težava. Pa še eno stvar bi sam rekel, ne, ta stvar, ne, da zdaj bi se navezal, tudi če govorimo o tej problematiki, zdaj je bilo v zadnjem času smo poslušali, poskuša se zdaj to delati politične točke. Jaz verjamem, da nekdo sicer to poskuša delati, ampak vseeno, ne, gledajte, takrat, ko ni bilo tega nesrečnega dogodka, ne, so bili ljudje označeni za fašisti in marsikaj na nekšnih občinskih svetih, jaz nisem bil zraven, ne vem, kaj so se tam pogovarjali, ampak v medijih smo brali, ne, se je očitali občinskim svetnikom, da bo zoper njih vložene kazenske ovadbe in to strani nekaterih predstavnikov iz ministrstva na kulturo, takrat ne verjamem, da to potem vse pripelje do točke, da smo ljudje ratajo bolj pasivni. Potem, ko se zgodi pa problem, začnemo o tem se pogovarjati, potem pa zaniha iz ene skrajnosti v drugo skrajnost. Obe skrajnosti so pa napačne. Damjana, vprašanje za vas, bi se lahko tudi vsi ostali poveste svoje mnenje. Meni je nenavadno, ne glede na omejitve, ki ste jih gospod Bakovič vi omenjali, da je policija čakala en teden za sodno odredbo za hišne preiskave. Se vam zdi to mogoče ali se je kaj špekuliralo in čakalo recimo na sejo vlade, ki bo pač te rigorozne ukrepe sprejela? Jaz lahko ugibam na podlagi mojih izkušenj, ki si jih tudi sam imel. Torej, če smo mi ugotovili, da v tistem trenutku, ko so se tam policijske sile po streljanju pojavile, niso imeli pogojev, da bi upravili hišno preiskavo, brez seveda so čakali na to odredbo. Kaj se je v tem času verjetno zgodilo? Verjetno so naredili ogled kraja, verjetno so iskali sledove, verjetno so morali narediti kakšen DNK iz tulcev, ki so tam ostali, karkoli že, in potem izbrali seveda tudi pravi trenutek, kako bodo to hišno preiskavo naredili. Vi morate vedeti, da kadarkoli pride, pa pustimo ta novomeški primer, do takšnih ekscesov v romskem naselju ena patrulja tam več nima kaj iskati. Kaj se zgodi? Zbrati se mora večja ekipa, to traja uro, 2, 3 in seveda ta moment zalotitve, ki je pogoj za uporabo za izvedbo hišne preiskave brez odredbe policije, ga več ni, ker ga nisi zalotil. In to hišno preiskavo so seveda naredili po enem tednu, ko so verjetno vse zbrali, te informacije, kakor so jih imeli in očitno bili tudi uspešni. Da so pa bili uspešni, pa kaže tudi na to, kako so se te pripadniki, te storilci varno počutili, da orožja niso mornili bolj nevarno. No, Damjana, vi verjamete, da pač ni bilo nobenih špekulacij. Bom pa še dodala, zakaj to sprašujem. Župan Ribnice je povedal, da je prejšnji torek vprašal generalnega direktorja policije, zakaj ni hišne preiskave, če se pač je tam streljalo in tako naprej, in mu je bilo odgovorjeno, zato ni še čas. Ja, ampak to je treba zdaj še nekaj povedati, ne? Da policija ni tista, ki bo sama izdala odredbo za hišno preiskavo, da je to tožilstvo, ki predlaga sodišču
In zdaj, jaz ne vem, kaj je bilo v tem konkretnem primeru. Mogoče je že tožilstvo ocenilo, da ni dovolj utemeljenega suma, da sploh predlaga sodišču naj izda odredbo za hišno preiskavo. Mogoče tožilstvo je predlagalo, pa sodišče je še mislilo, da še ni dovolj dokazov oziroma utemeljenega suma, da izdajo odredbo za hišno preiskavo. Tu je še naprej veriga, ni samo tukaj policija. Tako da policija ne izdaja odredb za hišno preiskavo, ampak to odreja sodišče. In tako kot je rekel gospod Bakovič, tudi če je bila en teden kasneje opravljena, tudi po mojih podatkih je bilo včeraj v enem romskem naselju, najdena večja količina orožja, streliva in tako naprej. Se bo imela policijska uprava Novo mesto, ki je najbolj obremenjena, mimogrede, med policijskimi upravami v Sloveniji. Bo imela danes tiskovno konferenco. Gospod Žakelj, ste želeli? Ja, seveda je. Zdaj direktor policije Petrič je povedal županu Ribnice, da še ni časa. Ne. Zdaj kdaj bo pa čas, bi ga jaz vprašal. Takrat, ko bo ta 2 mrtva, ko bo še več mladih pretepenih. In zdaj jaz se strinjam s predhodniki, da je tudi tožilstvo pa sodišče vključeno. Jaz se bojim, da je vključena pa tudi politika, ker ste že vi nekoliko nakazala, ne? Ker tudi pri drugih aretacijah, vemo katerih, je bil sum, da se politika vpleta glede datuma aretacije in te zadeve. Glejte, tukaj je nedopustno, ker rečeno je bilo, da nima policija dovolj podatkov, da tožilstvo ne more izdati. Glejte, v takem primeru, ko v času seje vlade in županov v Novem mestu poteka sestanek in nekdo v zrak strelja. To je posmeh pravni državi, posmeh vsem tistim prebivalcem v okolici in to bi bil za zdravo kmečko pamet dovolj dober razlog. Ko pa poslušam pravnike, ki so imeli nedavno sestanek ali srečanje, recimo, bi pa spet poudaril tisto pretirana politična korektnost. Glejte, če jaz mislim tako, da je pravo za to, da zaščiti poštene ljudi, ne za to, da jih pusti čakati, da bojo tisti. In v tem primeru imamo problem, da tisti zlikovci so praktično bolj zaščiteni kot pošteni ljudje, ki tam živijo in opozarjajo že leta na nedopustno dogajanje. Pa še nekaj, recimo, ker ste že govorili o vodstvu policije, jaz ne poznam gospoda Olaja, prejšnjega direktorja, ampak meni so rekli, on je prišel, je povedal, fantje, za vami stojim, vam krijem hrbet in to je to. Razumete, jaz vem, da morajo delati po vseh pravilih, seveda, ampak če se policija zaveda, da ima backup, da ima kako se lepo reče, podporo, krit hrbet, bodo lažje delali kot tako, ko nekdo čaka, ni še čas, niso me še poklicali, zdaj bo ena seja, kot ste omenili, bo vložen zakon, takrat je pa čas. In bo PR zravni, pa še PR vladniki bo povedal, kdaj se najbolj splača, da bo učinek tistega največji. Lahko Suzana samo eno repliko, če smem. Ja, tukaj se zelo strinjam z vami, gospod Žakelj, da bi torej vodstvo policije in pač nadrejeni nižjim policistom morali stopiti njim v bran. Ampak ravno, ko ste omenili zdaj gospoda Olaja, vemo, v kateri vladi je bil, kdo je bil v koaliciji, ko so bili očitki, nasilni protesti, vodni topovi in tako naprej. Ta teden se bo začelo sojenje nižjim, se pravi policistom, ki so bili niže rangirani v aferi vodni top. Oni so se znašli na sodišču, nihče od njihovih nadrejenih se pa ni znašel, nekateri so celo napredovali in to v času, ko je bil gospod Olaj generalni direktor policije. In če lahko zdaj repliko na repliko, jaz se zelo strinjam z vami, da je to rak rana tudi policijskih vrst, recimo, ker ni bistveno, da je policaj ali je desna ali je lev, ker tudi ščiti leve in desne. Ampak problem tistih vodnih topov pa tistih, se pravi, nemirov problem je bil, da so bile vpletene kriminalne združbe,
huliganske združbe in tega ni bilo preiskanega, zato ker so bili med njimi tudi nekateri, ki jih zdaj kar nekako ščitimo. Lejte, Bomo to o je tem problem. še nekaj rekli, gospod Stušek je Ja, za lete, besedo. kar se tiče, tukaj zdaj to bo povedano, da zdaj reakcije na vse verjetno niti niso mogoče, ampak kar se tiče, bom prišel tudi do teh nasilnih protestov, še pa do tega, kar je bilo zelo izpostavljeno, ampak jaz bi rekel, glede te preiskave, ki se je zdaj zgodila, te hišne preiskave, to, ko je bilo zdaj par minut nazaj debata, jaz bi rekel, glede tega sledeče, ne. Vete, absolutno, ne, pač vsaka, ne bom rekel instanca, vsak subjekt tega kazenskega pregona, ne, ki je omenjen, se pravi policija, tožilstvo, sodišče, rabi nek svoj čas. Seveda, kdaj se bolj mudi, kdaj se včasih malo manj mudi, to ne bom tukaj sploh špekuliral. Jaz tukaj tudi ne bi špekuliral, ali bo to zdaj, bom rekel, vezan na ta datum seje vlade, ne, ampak vseeno, ne, kar pa moti, ne, vsaj mene moti, zato pri vsem tem streljanju, ne, ki je bilo, in lete, jaz osebno poznam človeka, ki je poslal in eni znani veliki slovenski medijski hiši posnetke streljanja iz istega romskega naselja za novo leto in isto poslal policiji. Ni bilo narejeno v tem svojstvu nič, niti ni doben se zahvalil za tisti posnetek. In tukaj jaz rečem, to ni zdaj krivda zdaj na policijo, ne, bom rekel, da zdaj s prstom kažem na policijo. Tukaj je seveda več, ne, ampak ne pogovarjamo se o odgovornosti, ampak vseeno, ne, zdaj, če bo izplen te debate, ne, da bomo zdaj z nekim procentom rekli, ta je najbolj kriv, smo itak falili celoten, če se zdaj tako malo po domače izrazim, ne, ampak veste, da mi imamo okolje, kjer večina občanov, državljanov sploh že ne kliče več policije in reče, se je brez veze, kaj bojo pa naredili. To je glavna napaka, ki smo si jo pridelali v letih. Ne? Zdaj pa apropo, ne, spremembe zakonodaje. Jaz zagotovo se strinjam, da doben zakon ni tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Ne? Ampak eno vprašanje je sledeče. Ne? Kdaj je pa kdo strani policijskih vrst naslovil to, ne? Ker ta problem ni star 14 dni. Se pravi, kdo je iz policijskih vrst naslovil? Jaz, ko sem bil direktor Sove, mi imamo v zakonu o Sovi problem, da če se po domače razen homegrown teroristov glede na zakonodaje ne smeš preganjati. Jaz, ko sem bil direktor Sove, sem tudi, bom rekel, čeprav je to že splošno znano od leta 1999, ko je bil zakon sprejet, sem to tudi mojega takratnega šefa, to je predsednika vlade, bom rekel, upozoril na to problematiko. Zakaj? Zaradi tega, je prav, da ve, pa verjamem, da tudi že to že odprej vedel. Zakaj? Zaradi tega, ker ko bomo imeli problem, bomo spet s prstom iskali nekega krivca, pa ugotavljali, bom rekel, kaj ni bilo z vidika zakonodaje v redu. Ampak, kar mene moti v tej zgodbi je, da v 14 dneh nismo popravili še dobenega zakona na to temo, pa očitno hišne preiskave so mogoče. No, ampak ta je bila sodna odredba, ne? Ja, sej govorimo o tem. Sej govorimo tudi o sodnih odredbah, a sej sodišče je tudi en mesec nazaj delovalo. Samo še en stavek bom dala v obtok, pa potem bom dala besedo. Meni se zdi, da je v bistvu vsa politika želi pristaviti svoj lonček pri tem dogodku, ki se je zgodil v Novem mestu, konec koncev tudi predsednica Republike. Kako vi vidite njeno izjavo, da se je ona pogovorila s predstavniki Romov in da so obljubili, da ne bodo več streljali? Mislim, za vse nas velja, ne, da moramo imeti, če hočemo imeti orožni list, pri tem moramo pač dokazati, da ga lahko pridobimo in nihče od nas, civilov, ne sme imeti avtomatskega orožja. Če smem sam vrniti to del nazaj, pa bom tudi to lahko pokomentiral. Jaz osebno izključujem politično motiviranost ali pa taktiziranje, da je bila ta hišna preiskava po 6 dneh opravljena. Glejte, tisti, ki pozna sam sistem delovanja v policiji, mora vedeti, da je to primerno dobu nekdo, ena oseba z imenom in priimkom. In da tisti njegov neposredni šef ali še kjer je više, da ga ni heroja ali pa korenjaka v tej državi, ki bo poklical tega svojega šefa, policistov pa bo rekel, da pa to zavlačuj še toliko časa. Pa zadnji vemo, da je še, kot je rekla gospa Žišt, še tožilec kot tisti, ki da zadevo naprej in preiskovalni sodnik je na koncu izdal odredbo. Ampak je šlo, oni delujejo seveda po neki taktiki, metodiki, in verjamem, da so izbrali najbolj pravi trenutek in očitno so ga, ker so bili uspešni. Tako da tukaj jih moram vzeti v bran. Zdaj, kako razumem to izjavo predsednice, no, ona se je v nekem intervjuju potem tudi popravila, ampak morda pa je malo zgledalo tako, da
nekoga, ki očitno eklatantno izvaja neko protipravno dejanje, prosi, da tega ne počne. Mi imamo zato tudi druge mehanizme. Prav je, da se je predsednica oglasila, prav je, da je z nekim predsedniškim govorom nagovorila vse nas. Ampak enostavno pa menim, da imamo pa težavo lahko pri tistih ljudeh, ki ne spoštujejo zakon. Pravzaprav, milo rečeno, ne moramo jih prositi, da naj spoštuje zakon, ampak moramo imeti neke druge ukrepe. Zdaj, kar se tiče še tega dela, kaj morda lahko v tem trenutku storimo brez spremembe zakonodaje, je še nekaj, kar je velika težava, vsaj po moji oceni. Jaz ocenjujem, da če bi sodišče, tožilstva v zelo kratkem času podelala vse to, kar imajo na mizi, kar jim je policija dala, in se pravi učinkovito podelala, bi za 50% zmanjšala problematiko. Seveda tukaj ne gre za to, da hočem povedati, da ne delajo, ampak imajo druge birokratske ovire. Poglejte, kar se tiče vabljenja, kako prihajajo, pa ga ni, pa odložijo glavno obravnavo za 3 mesece, pa ga spet ni, pa spet za 3 mesece, pa dajo prisilno privedbo in tako naprej in tako nazaj. Glejte, ne? In tukaj bomo mi mogli tudi enkrat zarezati v to zgodbo in ugotoviti, da zdaj, če imaš ti dogovorjen datum pri zdravniku, pa nimaš nobenih težav s tem in priješ na ta datum. Zdaj, imaš pa težavo, če moraš priti na sodišče očitno. In to se zavlačuje, zadeve se nabirajo, zlasti na jugovzhodnem delu Slovenije. Jaz sem ničkolikokrat rekel, da naj poskušajo na jugovzhodnem delu malo hitreje podelati te stvari, ki jim policisti spišejo, in bi se zadeva lahko tukaj postavila. Seveda potem mi tudi reče, potem imamo problem tudi v zaporih. Imamo polne zapore, nimamo ljudi. Jaz sem dal tudi to rešitev. Elektronski nadzor, elektronske zapisnice. To bi lahko naredili. Zakaj ne bi našega državljana dali domov na ričet, če se sme figurativno izraziti, in seveda vemo v vsakem trenutku, kje je in kaj počne. Gospod Bakovič, zato, ker seveda ta ideja, če se lahko navežem na vašo, o teh zapisnicah je stara že, po mojem, že toliko, koliko skoraj že samostojna Slovenija, ampak se vedno zatakne pri denarju. Spomnim se, toliko let nazaj, ko je bil zgrajen koprski zapor leta 2004, potem je bila seveda ideja, da bi tam nekako nadgradili ta sistem, ki bi bil nadzorni center za te elektronske zapisnice, pa nikoli ni bilo dovolj denarja, drugače pa ideja seveda se mi zdi. O kakšni številki govorimo, mogoče poznate? Ne, to zdaj več ne poznam, ampak takrat je bil novi zapor in imel pač nekaj. Če postavimo na eno stran na vago varnost in pa občutek varnosti ljudi ali pa človeškega življenja, pa na drugo stran količino denarja, jaz mislim, da je odgovor vsem jasen. Ja, jaz se z vami zelo strinjam. Mogoče samo, če bi še lahko se nekaj pač navezala tudi na te sodne postopke, pa to ne. V teh dneh smo tudi dostikrat slišali, seveda verjetno na nek način upravičeno župana Ribnice, ki je, nekaj sem ga poslušala, da je rekel, da pravzaprav, da tudi v njihovem primeru, da vemo, tega napada se nič ne dogaja in tako naprej. To seveda ni res. Na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sodna preiskava zoper osumljence napada na ribniškega župana in še pač ostale. Potem bi zdaj spomnila, da sem ravno včeraj v večeru objavila informacijo, da je bila vložena obtožnica zaradi dogodka, ko je bil v Klečah napaden kmet. Dogodek je bil julija, ekspresno hitro je bila vložena obtožnica, to se pravi zdaj pred nekaj dnevi, ni sicer še pravnomočna, ampak verjetno, sicer, kar ste že vi rekli, seveda spet odvisno od sodišč, koliko imajo dela, koliko so pač obremenjeni in tako naprej. Bi pa še nekaj opozorila, pač moje lastno gledanje, glede pač teh nabiranje političnih točk ali kakorkoli že. Se bom navezala na primer, v katerega so žal pač tudi vpleteni Romi. Pred nekaj leti je bil najden mrtev v gozdu pri Grosupljem gospod, ki so ga pač klicali gozdni Jože, bil je zelo priljubljen in prijazen. Našel ga je prijatelj, naslednji dan bil je zrezan na glavo, brnem skratka grozljive podrobnosti. In tedaj ni nihče odstopil, nihče ni prevzel nobene odgovornosti, nihče, mislim, skratka je šlo za v bistvu zelo podoben dogodek, kjer je umrl človek, tako kot zdaj, pa takrat nismo bili verjetno pred volitvami, pa ni bilo nobenih odstopov. Samo to usporednico sem nekako hotela pokazati, da pa vendarle mogoče gre tudi pri kakšni stvari za nabiranje političnih točk.
Ampak, če se bodo stvari odvile nekako v pravo smer, da bo za vse v redu, ne, gospod Bakovič, potem bomo vsi veseli. Jaz bom rekel tako, kot predstavnik stranke, ki bom rekel, pregovorno se postavlja na stran šibkega in tudi etničnih skupin. In če jaz pač povem neke stvari, ki morda ne grejo ravno v ta prid, lahko me razumete, da tukaj pa res ne gre za nabiranje političnih točk, ker jih jaz sam v tej stranki nekako ne morem, se pa že 7 let in pol, kar sem poslanec, izjemno trudim to rešiti. Lahko povem še nekaj, da dejansko z tem mandatom, koncem tega mandata zaključujem mojo politično pot in se upokojujem in me ne spravijo več v politiko nazaj. In torej vse to, kar zdaj počnem, in sem počel tudi 7 let nazaj, če vam lahko povem, da imam blizu 20 poslanskih pobud na to temo, kjer je nanizanih morda 100 predlogov, kaj bi bilo treba narediti, da tukaj resnično ne delam to s figo v žepu ali pa zaradi tega, ker bi dobil politične točke, ker jih ne bom. Lahko poveste, zdaj ste sami rekli, da ste pač levo svetovno nazorsko, se pravi, niste nestrpni, niste desničari in tako naprej. Vaše pobude niso naletele na posluh. Ne, zakaj me zanima? Razlagate si s čim. Pa še mogoče bi to dodala, jaz sem vas spraševala, če je res, da ste v Kočevju zdravstvene delavce na urgenci opremili z neprebojnimi jopiči in ste pač povedali, da tudi neprebojna stekla, ker je pač reševanje v primerih, kjer so vpleteni Romi, nevarno. Mislim, to so vse stvari, ki so meni kar šokantne. Ne, veste, kako to zgleda, ko se zgodi urgentni zdravstveni dogodek, ko pripelje na dvorišče urgence gruča ljudi iz romskega naselja, pripeljejo poškodovanega ali so sami poškodovani, kako v sekundi hoče imeti bestren tma in kako razbijajo po vratih, kako kričijo, kako grozijo. To vprašajte katerega koli zdravnika na jugovzhodnem delu Slovenije, ki dela na urgenci, vam bo povedal, da so to nenormalne težave. In ravno zaradi teh dogodkov in bilo je neko strelanje, je urgenca Kočevje se odločila in so nabavili neprebojne jopiče za reševalce, tiste, ki so v ekipi. Zdaj, kar se tiče neprebojnih stekel, se ne spominjam, ali so ali niso. Nekaj sem prebrala. Verjamem, da so, če drugega ne, so zagotovo protivlomna, ker to pride v sekundi, želijo imeti ves tretma, za njih mora biti tam in samo za njih. In tukaj je dejansko se kaže, da pravzaprav nismo našli nekega vzvoda, na kak način bi lahko te stvari zabrezali skozi vse vlade. Če sem recimo jaz nastopil s Šarčevo vlado, pa bil 5. dan pri generalnem sekretarju vlade, gospodu Tramtetu, in mu predstavil to problematiko. Pa potem se je vlada zamenjala, pa se je prišla vlada doktorja Goloba in se je bil spet 5. dan pri generalni sekretarki Barbari Kolenko-Helbi in ji ponovno razložil te stvari, da to bo problem in se moramo zorganizirati nekaj zvezi s tem narediti. Seveda mimo vlade Janeza Janše se ni zgodilo pravzaprav kaj dosti, kar se tiče varnostnih zadev. Zgodilo se je nekaj na področju integracije. Dobro, zdaj imamo sredstva za Rome, infrastruktura se nekje počehe, pa nas lahko povem, da Romi večinoma imajo vsi, če ne že v svoji hiši oziroma objektu, kjer bivajo, pa saj na dvorišču in vodo, elektriko pa gotovo imajo. In še to, da povem, mi imamo v Kočevju, v centru mesta, nekaj družin, pripadnikov romske skupnosti, ki imajo vse pritekline kot vsi ostali, pa so izjemno problematične družine. Se pravi, zdaj vprašati, ali integracija resnično pripomore tudi k temu, da se bojo varnostna situacija izboljšala, morda na dolgi rok, skozi generacije, ne pa tako hitro. In mi v tem trenutku pa potrebujemo neke vzvode, ki bojo zamejili in nevarne ljudi spravili iz ulic. Glede na to, kar je povedal gospod Bakovič, da je prosil kar nekaj vlad oziroma Šarčevo in sedanjo in se ni zgodilo nič, bom tukaj navrgla oceno,
da so ti rigorozni ukrepi, ki so jih zdaj napovedali predstavnike vlade v Novem mestu, v bistvu namenjeni reševanju politika, ki se čuti ogroženega. Lahko tudi povem, to je bilo izrečeno na tiskovni konferenci stranke Prerod. Ja, zdaj bi jaz, gospa Kos, rekel samo, jaz sem čakal, kako me boste naslovila, da sem jaz desen in nisem skrajni. Ker vi ste rekli, vi ste z leve politične opcije in niste skrajni. Jaz se tudi nimam za skrajnega. Tako da bi želel, da je to je velik problem, ker imamo skrajno desno nogo pa levo nogo. In to, gledajte, na to sem pa jaz alergičen. Zdaj glede predsednice države, ki je naslovila, jaz sem zelo pozorno poslušal njen govor in sem tudi, se mi zdi prav, da sem ga poslušal, je bil pa ta govor, bom tako ocenil, preveč politično korekten. In ona je rekla, da smo vsi enako krivi. Pa bi jaz, če bi imel priložnost, povedal, da jaz se ne čutim prav čisto nič krivga za problem Romov in nereševanja Romov. In lahko povem, da je Nova Slovenija že v prejšnjem mandatu dala v proceduro 4 zakone. Prizadevanja Nove Slovenije so znana. Jaz sem vas prosila, če mi komentirate tole. Glede na to, da se ni zgodilo doslej nič, če se strinjate z oceno stranke Prerod Vladimira Prebiliča, da so te ukrepi namenjeni reševanju Roberta Goloba, ki se počuti ogroženega. Vsekakor je, želim samo še dokončati, da ti štirje zakoni, ki so šli v proceduro v prejšnji vladi, pa jih je Levica zablokirala, so šli tudi 4-krat v tej vladi in to ne pred volitvami, ampak se veste, politiki vsi si nabiramo politične točke, že s tem, da smo, pa da se lepo oblečemo, pa se smečkamo ljudem, to je nabiranje političnih točk. In s tem ni nič narobe, ker smo demokracija. Narobe bi bilo, če bi, recimo to, kar ste me pa zdaj vprašala, da je pa te zadeve, ki jih je pa, zdaj težko komentiram zakon, recimo, ker ga še ni in ne vidimo nič napisanega, imamo pa že polno kritik. Dejstvo je, da ta zakon s tem spet ne bo nič vam, kar jaz povem in me potegnite za besedo čez mesec, 2, to je v bistvu reševanje gospoda premijerja Goloba, pa čist nič drugega, ker vidite, že pravna stroka, danes, ko sem se vozil, sam socialna stroka, vsi so proti temu. Ne govorijo pa o predlogih, o katerih sem že govoril, 4 zakoni, ki so bili predlagani strani Nove Slovenije, pa niso bili podprti in naslavljajo te probleme in tudi pravno ne bi bil problem. Če bi se te zakone sprejelo, če bi jih koalicija uspela sprejeti, bi bile zadeve dolgoročno boljše, ker se problem nasilja ne začne pri 20 letih, ampak se začne v vrtcu, se začne v osnovni šoli in če ne moramo spraviti teh otrok, ki jim želimo vse dobro, v šole, v šolski sistem, glejte, potem smo naredili napako. Zdaj pa seveda, premier je pa napovedal pompozno, da bo vse rešil v 14 dneh, kje je bil pa 3 leta pa pol? Naj povem, da ta teden tečeta 2 anketi merjenja javnega mnenja, opravljata ju Mediane in agencija Nina Media in bomo videli, koliko je ta hitra reakcija in napoved rigoroznih ukrepov vplivala na podobo vladajoče stranke. Gospod Stušek. Ja, lete, jaz par zadev hotel izpostaviti v vezi te debate. Kar se tiče in simbolna in zakonodajna raven. Kar se tiče izjave, če s tem začnem predsednice republike, lete, meni zagotovo ni bila posrečena. Zdaj, ali je bila lapsus ali ni, ali kako zdaj to poskušamo PR ali pa ona poskuša reševati, jaz ne vem, ampak vseeno, tako če se navežem na vaše besede, mislim, to je absurd, da se sploh pogovarjaš o tem, bom rekel, da se nekoga prosiš, da bo streljalo ali pa ne bo streljalo z avtomatskim orožjem. Pač lete, če nič drugega, je to kaznivo dejanje ogrožanja. Če zdaj grem jaz tule ven, pa začnem streljati z poloavtomatskim orožjem ali pa z karabinskim orožjem, bom ovaden za kaznivo dejanje povzročanja vsaj splošne nevarnosti. Doben ga ne bo zadel. Nič. Me razumete? In zdaj to je absurd že par excellence, pa tudi gospa je odvetnica, pravnica, kakorkoli bi to svojstvo je pač. Ne vem, kaj je imela v mislih, ampak vseeno, v zvezi, zdaj, če se pa sem navežem na to njeno izjavo, ki je govorila, vsi smo enako odgovorni. Lete, pač jaz ne bi rad s prstom na dobenega kazal, tudi ne bi tudi to, ki sem bil del v nekih politične zgodbe, pa tudi poskušaš nekomu pomagati, ampak vseeno, ena
kvalitativna razlika se mi pa vseeno zdi, ne, in to na dveh segmentih. Prvi segment je, da veste, mene so kot otroka učili, da če si že identificiral problem, si ga pol rešil. Ne, potem smo pa imeli, ne, moram biti korektni, ne ves del leve politike, če se tako izrazim, ne, določeni akteri so se angažirali, tudi letec se poslušam, pa ne zaradi tega, ker tukaj le gospod Predrag sedi z idejami, predlogi, ne, ampak imamo kar en bistven del, ne, ki je v bistvu grozil z ovadbami zoper ljudi, ki so samo želeli identificirati problem. Ne, in tukaj pa absolutno govoriti vse, gliha, vsi smo enako odgovorni. Glejte, eden je saj identificiral problem, pa rekel, dajmo ga poskušati rešiti. Drug pa trdi, da sploh problema ni. Da sem naredil marsikomu krivico in na levi in na desni strani. Ampak v tem svojstvu, ne, ta izjava tudi po vsebini ni točna. Ne, zdaj sem malo zmešal dve izjave, se pravi glede streljanja, pa ampak to, ne, vsi smo enako odgovorni. Se pa strinjam iz vidika zdaj reševanja za naprej, pa da smo narekovajo vsi enako odgovorni, da se poskuša dobrim predlogom stopiti nasproti. In to tako strani opozicije, če bodo seveda dobri predlogi. Ampak gledajte, ko imamo to, tako je bilo rečeno, nimamo zdaj sicer konkretnega zakona, da bi sploh lahko debatirali. Ampak veste, kot sem prej že rekel, doben zakon ni tako dober, da ga se ne bi dal še popraviti. Ne? Pa tudi, recimo, če hočete plastičen primer, kaj je bil problem s tem streljanjem? Po mojih informacijah, policija je prišla na kraj dogodka. Ne? Kaj je bilo? Nikjer dobenga, tulci so bili na tleh, kaj bomo zdaj naredili? Ne? Me razumete? Vprašanje 218, se pravi, a gremo zdaj lahko vstop ali ni, ampak vseeno, veste, ta problem ni star 14 dni. In tukaj je tista temeljna razlika in nekateri, ki poskušajo zdaj, po moji oceni, demagoško zavajati, ne, zdaj smo pa vsi enaki. Ne, niso vsi enaki. Eni so vsaj to identificirali kot zadevo, pa je poskušali reševati. In tukaj v tem svojstvu se bi tudi navezal na tisto, ko je bilo prerečen. Se strinjam, takrat ni bilo pozivov, ne, ko je pač nekdo drug, pa ni zdaj ena smrt več vredna kot druge. To se absolutno strinjam. Sploh ni debate, ne, ampak vseeno, ne, v neki točki nekdo rekel, to je problem, pa ga je poskušal bolj ali manj dobro reševati. Lahko debatiramo, so bili ukrepi tudi že takrat zadostni, ali niso bili, ali bi lahko bili boljši, ali ni. Ampak veste, prej sem rekel, da že vsaj se pogovarjamo, da problem imamo, bomo rekli, 50% si ga že resel. Zdaj, če se pa nekdo trdi, da ga sploh ni, pa še ena stvar, bom pa utihno, iz vidika simbolike. Ne. Veste, kakšno simbolno ravno, prej ste nekdo omenil, se pravi od 5.11, jaz sem takrat še bil tudi, se pravi, v svojstvu pač direktorja Sove. Lete, 5.11 protesti niso bili navadni protesti, to niso bili peši. Čakajte, gospod Žakelj, vi ste hotel še. Ja, jaz sem želel poudariti ravno to, da je relativizacija krivde zelo nevarna, ne? Ker zdaj tukaj ne iščemo krivca, a ne? Dejstvo pa je, da je odgovornost pa nosijo organi glede na to, koliko imajo pooblastil in koliko jim zakon daje orodja, da rešijo to zadevo. Zdaj pa želimo reči, da je koliko je te policija, tožilstvo, sodstvo, to vsekakor zdaj se zvrača na občine. Občine so tudi krive, ker niso nič naredile, zdaj morajo dokazovati denarje, kako so dali. Dajte, ampak a hoče zdaj tisti, ki je zdaj to relativiziral, reči, da je občina kriva za to, ker je dala premalo denarja romski skupnosti, pa v Žabjaku vem, da imajo javno razsvetljavo, imajo vodovod, imajo asfaltirano cesto in asfaltirane ulice na Trški gori, pa vemo, ni pa nič od tega, pa imamo mir ljudi, tudi se pravi, kaj je že, član uprave Krke, ki, jaz nisem slišal, da bi delal kakšen kraval ali pa streljal v zrak. Ko da tukaj s to relativizacijo naredimo ogromno škode in rečemo, vsi smo enako krivi. Glejte, jaz ne vem, kako ste vi, ampak par meni žena reče, spod preproge, dajmo pomest, da bomo rešili zadevo. In verjamem, da je to prva stvar. Problem je treba določiti, poiskati, mislim, ali se išče krivca, ali pa se recimo išče rešitve. Ampak če jih ne bomo iskali pri tistih, ki imajo orodja, sodišče, tožilstvo, policija, ja potem ne govorite, da smo vsi enako krivi. No, ljudje smo tako nekako narejeni, da pač izpostavijo nekaj, kar se nam v tistem trenutku zdi najbolj prav za sebe. Ne? In recimo ena od takih izjav je, kaj z represivnimi ukrepi represija ne učinkuje. Ne? Ampak na drugi strani pa, kaj se zgodi, ne? Ko imamo nek problem, jaz sem ga zadnjič izpostavil in ga bomo tudi danes,
recimo problem razvrščanja na avtocestah v primeru prometnih nesreč, z lahkoto smo dvigali kazni. A učinkuje represija? Ja, učinkuje. Zakaj učinkuje? Zato, ker vedo, da bom jaz to moral plačati, ker sem zaposlen in imam premoženje. In tukaj je. Se pravi, upravičujete zdaj posege v socialne transferje. Ja, recimo to. Ampak pogled, po drugi strani pa pogledaj, kaj se je zdaj zgodilo. Ne vem, če ste videli. Ustavno sodišče je ugotovilo, da pri postopku preverjanja alkoholiziranosti ne zadostuje več podpis preiskovanca, da se soglaša z rezultatom. To je zdaj, gledajte, ta strošek alkotesta je neki minoren strošek. Kaj bojo verjetno naredili? Verjetno bojo naredili tako, da bojo ljudi vozili na strokovni pregled. Strokovni pregled stane 200 €. Komu je v interesu? Lahko se tako vprašamo. Se pravi, ali smo res tako daleč prišli, da policistu nihče več nič ne verjame, da tudi podpis, ki ga jaz kot preiskovanec pod vplivom alkohola dam, pade na sodišču, pade na ustavnem sodišču. In to je samo en majhen primer. Pri malenkostih, ko se pa odprejo umori, ko se odprejo nedovoljena promet z orožjem, z drogami in tako naprej, tam pa veste, da je pa debata. Jaz bom zdaj nekoliko kritična na račun policije, ne vem, zakaj se je to zgodilo, ampak bom povedala svoj lasen primer. Poleti sem se s soprogom peljala z motorjem na plažo ob 9 zjutraj, ustavila nas je policija, legitimirala tako naprej. Mož je mogel tudi pihati, čeprav pač starejši od mene ne zgledava kot recimo neka dva razbojnika, ki bi se pijana zjutraj ob 9 vozila. Se mi je zelo nepotrebno. Ne vem, zakaj pač policija trošila čas z mano, mogoče bi ga uporabljala bolj. Lahko so imeli varnostno akcijo. Ne? In ves čas, kar sem delal v policiji sem delal 31 let, 32 tam nekje. In vam moram povedati, da je pa en fenomen nikoli meni razjasnjen in nikoli ga ne bom v življenju razumel. Da recimo prometni del policije je s svojimi drakonskimi kazni vedno uspel. Lahko mu pozame avto, lahko mu napišejo mandatne kazni za par tisoč €. In se noben tukaj ne sprašuje. Lahko mu zasežejo avto, pa ne za čez noč, trajno. In ni težav. V kazenskem postopku se mu pa ne sme zasežiti avto, s katerim je prevažal nezakonite migrante, s katerim je tihotapil drogo, razen, če ni v avtomobilu posebej prirejen prostor, kjer se lahko to skriva. Kako imamo, in so bili prometni del policije izjemno prodorni in tudi mi vsi, tudi zakonodajalci smo rekli, ja, to je pa res problem. Seveda je problem, če voziš pod vplivom alkohola, absolutno, ampak problem tudi, če ti imaš orožje in streljaš v zrak. Očitno, ne glede na to, da ste tako veliki in niste bili dovolj glasni v vaši vladi, ker niste uspeli spremeniti zadev. Bi mogoče rekli še par besed o obveščevalnih službah. Ta teden ste imeli, gospod Žakelj, sejo komisije za nadzor obveščevalnih služb in neuradno je bilo slišati, da so bili poslanci navzoči presenečeni, ko je pač sedanji direktor Sove, gospod Jožko Kadivnik, povedal, da so bili v teh nasilnih protestih, ki ste jih omenili, gospod Stušek, tudi vi, leta 2020, udeleženi tudi Romi. Glede na to, da se je takrat že govorilo, ko so pač nekateri protestniki bili nasilni, neuradno se je govorilo po Ljubljani, da so nekateri kriminalci nezadovoljni, ker pač ne morejo preprodajati droge in so se udeležili teh protestov. Tako da jaz ne razumem, zakaj ste bili tako presenečeni na tej seji. No, zdaj najprej ne povem, da je ta seja bila zaprta za javnost. In jaz tudi sem bil besen, če rečem tako, ko sem izvedel v medijih, kaj smo se mi tam pogovarjali, in ne bom potrjeval, kaj smo, kaj nismo. Tudi kolega Predrag Bakovič ni. Vse sem poklical razen enega, ker vem, odkod je to prišlo, in tako zakon o komisiji jasno govori, kdo poroča o tem. In jaz, ko sem bil vprašan strani ene od novinark in tudi pisno smo dobili več vprašanj, nisem govoril nič, ker jaz menim, da je komisija, njen temeljna naloga je, da skrbi za uravnoteženost med
med tem, kakšna so pooblastila in kaj ne, glede samega tega dogodka oziroma, ker je že bilo v medijih in je že tudi takrat bilo v medijih, pa samo ena stvar, spet relativizacija. Takrat je levica upila, da se prekomerno uporablja represivna sredstva, šlo je pa ne samo za člane kriminalnih združb, tudi za člane kriminalnih združb, ki so člani neke etnične skupine. A ne? In zdaj, ko mi sprašujemo, mi smo zaprosili, bom povedal, da smo zaprosili za bolj natančne podatke in bomo naprej zadevo peljali, ker policija more te zadeve raziskati, pa jih očitno ni, a ne? Ali pa, ne vem, so pozabili. Glejte, to so stvari, ki so resne. Ne zato, jaz nisem nestrpen do levega, desnega ali pa srednjega kriminalca. Vsi kriminalci morajo biti obravnavani tako, da bo zadoščeno in zakonu in varnosti, da se poveča varnost. To je in jaz več ne bom o tem govoril, ker ne smem. Vi ste bili takrat šef Sove, lahko vi kaj poveste, vem, da vas zavezuje tudi močešnost, ampak... Tako ste rekli, sicer me še vedno zavezuje močešnost, da v določenih aspektih ne bom šel konkretno, glede na to, da so bile zadeve izpostavljene deloma v medijih, glede na to, da mislim, da je tudi sedanji direktor, Ško Kadivnik, ki ste ga omenili, že tudi določene zadeve vseeno komentiral, če sem prav se spomnil v nekem mediju, nisem zelo to čisto sigurno, lahko rečem, mislim, se navežem na to, bom rekel, protesti tistega 5.11. sicer to je že tudi nekaj časa nazaj, že meni šlo malo že iz spomina, ampak tisti niso bili navadni protesti. Ne? In tisti protesti je takrat, lahko rečem, agencija kar upravlja svoje delo. Spomnim, zakaj se to spomnim, zaradi tega, ker takrat še v kontekstu zahvale policije prišla, bom rekel, da so, ker takrat, če se zdaj zelo teatralno izlažem, bi Ljubljana kar gorela. In sploh, zdaj sicer ne vem, ali sem tudi malo spet na tisto simboliko, ki sem že prej navezal, v povezavi s tem bo prišlo takoj nazaj na vaše vprašanje. Ti policisti, ki so zdaj v kazenskem postopku, ne vem, ali je to vezano na ta 5.11. ali kjer druge, ta del mi je absurdum. Ne vem, seveda se lahko, tako če sem že prej bil korekten, ko sem govoril o Izraelu, pa si imamo zdaj polna usta nekih kaznivih dejanj, najhujših tistih kaznivih dejanj, ne bom rekel, da ni možno, da je nek policist naredil, bom rekel, neko kaznivo dejanje tudi v tem kontekstu. Tukaj se ne poznam osebno ljudi, ne vem, nisem videl obtožnice, niti v medijih nisem bral te zadeve. Ne? Ampak na simbolni ravni, če ta stvar res ne pije vodo do v točki nič, torej da že ima, bom zdaj simbolno se izrazil, tisti, ki so iz prava, bojo vedeli, kaj hočem s tem povedati, če ni bila neposredna obtožnica, se pravi, da je bila preiskava, imam že jaz zelo veliko zapovedati, ker na simbolni ravni, veste to zdaj, kaj mislite, da sporočamo policistom? Čista degradacija. Kaj sporočamo? Naslednjič, ko bo sranje, pa bo kjerokoli, bom rekel, to ni bilo, 5.11. ni bilo dobeno, če bi že rekel, pa sem bil del, vemo, kjere vlade, pa pomagam še zdaj določenim akterjem v tej vladi, oziroma sem v nekem strokovnem svetu SDS-a, torej sem na nek način angažiran, če želite. Ampak vseeno, zastopite tudi, ko se bomo pogovarjali o katerih kolih izgredih, zastopite, bo nekdo rekel, ali me to čaka. 5.11. niso bili, tudi če se rečemo, da so bili določen del protestov Kobajagi upravičen, ima sicer svoje mnenje o tem, da ne, ampak recimo, da dopuščam to zgodbo. 5.11. niso bili politični protesti. Ne? In zdaj preganjati ljudi, bom rekel policiste, zdaj še enkrat pravim, nisem videl obtožnice, ne moram reči, ampak na simbolni ravni. Veste, v drugi strani imamo, spet se bom vrnil na tisto, bom rekel, predstavnike ministrstva, ki pride na vse občinskega sveta, govori, da bo vložene kazenske ovadbe zaradi neširjene nestrpnosti. Imamo predsednico, ki legitimno gre v tovrstne skupnosti, ampak veste, tudi, zdaj bom pa rekel, to je pa tudi problem, nekateri so opozarjali, ne vem, nisem preveril, problem CVZ-ja, če želite, da se tam slika z nekaterimi ljudmi, ki
poudarjam po informacije iz medijev, ne, so ljudje, ki so bili večkrat obsojeni za kazniva dejanja. Mislite, kako simboliko to spuščaš po hierarhiji? Mislim, da so tudi pri enem od njih našli neko orožje. Še hujše. Jaz ne poznam podrobnosti tega primera, ne omenili ste, da ste pisali za Večer. Včeraj, se pravi, policisti, ki so ubogali ukaze svojih nadrejenih, so zdaj procesirani. Ja, včeraj smo poročali o tem, da je vložena obtožnica za napad na kmeta v Klečah. Potem smo mediji tudi Večer o tem, da se bodo policisti znašli na sodišču, smo poročali nekaj časa nazaj. In gre pač za to, da je specializirano državno tožilstvo, pravzaprav seveda, ki obravnava, ki je posebni oddelek, je torej sprožil te postopke. Tako kot je rekel odvetnik Stušek, nismo še videli obtožnice ničesar, ampak kolikor je znano, gre tu za 4 policiste, ki so bili nekako vodje nekih formacij, ki so pa prejemali ukaze od nadrejenih. In se pravi, da potrjujete. Nihče od nadrejenih ni se znašel v nobenem postopku, znašli so se 4 policisti in ne vemo, kako se bo zadeva končala na sodišču, absolutno o tem je prezgodaj reči, ampak se jaz čudim in verjetno tudi še marsikdo drug. Če je torej neki policisti, ki so bili na nekem srednjem rangu, recimo poveljevanja, če se lahko tako izrazim, ki so izpolnjevali ukaze, oni so zdaj v nekih postopkih, tisti, ki so pa više bili nad njim in so dajali ukaze, oni pa niso. To se jaz čudim in ne vem, se pravi, ne bom prehitevala, počakajmo. Moj dodatek k temu je samo to, v konceptu se celo strinjam, bom rekel, če je bil recimo, hipotetično, ne govorim za absolutno ne govorimo o konkretnem primeru, ampak če je prišel, če želite, ukaz, ki je pomenil nezakonito ukaz, pa da potem preganjaš tistega, ki je izvedel, ne pa tistega, ki ga ukazuje, je to absurd absurdov. Ampak jaz pa vam govorim, da nisem videl obtožnice, govorim popolno na pamet, ampak že sam obstoj postopka, če niso res trdni dokazi, da je prišlo do, ampak to res, veste, jaz vedno rečem, tudi jaz kot odvetnik, ko sprožim postopke, skozi debatiramo, a smo pred zakonom vsi enaki. Dajmo si spet nekaj zatiskati oči, nismo vsi enaki. Če ne kakorkoli obrneš. Če že ne druga, že po ekonomski zmožnosti. Nekdo ima denar da si lahko, bom rekel, privošči, bom rekel, celo plejado postopkov, eden se pa pač poskuša boriti. Pa to ni zdaj, to je stvarnost, to zdaj lahko se pretvarjamo, da temu ni tako. Seveda moramo imeti ukrepe, da to čim bolj izničimo to razliko, tako da to tudi mislim, da jih imamo v Sloveniji, pa smo pri BPP-ju, pa še pa kakih drugih brezplačnih pravnih pomoči, pa še pri kakih drugih zgodbah, ampak vseeno, če ta stvar res ni, vodi specializirano državno tožilstvo, ne poznam, še enkrat poudarjam zadeve, ampak če niso ti dokazi tak, kako bi rekel, v nebo vpijajoči, je že sam obstoj postopka za mene problem. Pa nisem za to, odvetnik sem, absolutno sem za nadzor nad policijo. Ne želim si živeti v državi, kjer bo policija lahko počela, kar želi. Ampak veste, jaz takrat sem bil v svojstvu Sove, vem, kaj smo takrat počeli, vem, kaj smo spremljali, vem, kateri posamezniki. Imeli smo odredbe Vrhovnega sodišča, to ne govorim zdaj o nekšni, da se ne bojo ljudje predstavljali, bom rekel, bile so konkretne odredbe Vrhovnega sodišča glede na pač zakon o Sovi zoper konkretne posameznike, ki so sodelovali ali pa deloma tudi organizirali določenih zaradi takšnih in drugačnih vzgibov. Zdaj za vzgibe, jaz ne vem, nekatere ste že omenjali. Ja, to je bila javna tajna, bom rekel, da so v bistvu zaradi tega, ker pač ni bilo prometa, ni bilo žurk, po domače rečeno, je bila promet z prepovednami droge, biznis je bil manjši. Korona je bila, korona čas je bil, prvi smo bili. Če lahko čisto samo na kratko, ker potem bom dala še zaključno besedo vama. Tako, samo na kratko, jaz vidim tle eno problem teh policistov, ki so dejansko bili v sredini in jih obžalujem to. Druga stvar je pa kredibilnost same celotne policijske srenje, ker avtoriteto in pripravljenost policistov, da bodo šli v take zadeve, je zmanjšana in tukaj ni bistveno leva, desna. Ne glede na to, bi nujno morali narediti več za zaščito teh ljudi, ki so dejansko reševali varnostno situacijo, ki je bila in policija, tudi zdajšnja in prejšnja, je vedela, da je šlo za resno varnostno grožnjo. Zdaj pa še zadnje vprašanje za oba politika. Povejte mi, oba sta izkušena,
noben od vaju ni skrajnež, ker ste se prej prikriževali, gospod Žakelj, da aludiram, da ste skrajnež, desni skrajnež, ne mislim tako o vas. Dejstvo je, da je slovenska politika razdeljena in ta dualizem, jaz mislim, da škoduje slovenskim državljanom. Je škodljiv za vse nas, ker na levi niste sposobni sprejeti pametnih predlogov, vse pametne predloge ima tako leva kot desna in obratno. Ne? Niste sposobni tega, včasih se mi zdi tudi osebnega sovraštva do nekaterih predstavnikov leve in desne, pač preseči. To se je pokazalo naprimer pri zakonu o dohodnini, zdaj vaš predsednik gospod Han pravi, žal mi je, da smo mi to razveljavili in konec koncev se je pokazalo tudi pri teh vaših predlogih, da bi se pač naslovilo ustrezneje romsko problematiko. Zakaj, gospod Bakovič, vi lahko ste zdaj odkriti, ker odhajate iz politike, zakaj ne ste sposobni sodelovati pri vsebini? Bom povedal. Odkrit bi bil tudi, če bi še imel. Zdaj, če bi poslušali na eni strani mene, na drugi strani gospoda Žaklja, tukaj ne bi bilo dualizma. Medva recimo imamo vedno korektne razprave, nimava nekih ekscesov. Zato tudi, bom rekel, jaz sam opažam, da nisem dostkrat citiran od medijev. In tukaj jaz vidim, da tudi mediji pa so malce odgovorni, kar se tiče tega, da veliko raje povzemajo poslance, ki imajo nek ekscesni govor v državnem zboru, kot tistega, ki ima kaj zapovedati, pa to pove na pameten način. In jaz sem govoril z enim poslancem v prejšnjem mandatu, mladim človekom, ki je imel take in sem ga čisto tako vprašal, sem pa dobro, kaj ješ, da si že tako oster kot tako mlad človek. Je rekel, če ne bi govoril tako, kot govorim, me ne bi bilo nikjer. Zdaj bom pa jaz rekla, da sem se zelo trudila, da sem vas sploh dobila v studio, tako da včasih pa tudi ne želite priti. Ja. Niste mi odgovorili, ne? Bom. Kaj zdaj, a ste potem užaljeni, ker je pač nekdo oster v parlamentarni dvorani in potem nožete? Ne govorim o temu. Govorim o temu, da potem seveda to generira ravno to, da nekoga se mečke bolj izpostavlja medijsko, generira potem ta dualizem, da se začnejo potem tudi ljudje opredeljevati za ene ali za druge. In jaz verjamem in še vedno trdno verjamem, da zdravi del politike bo moral nastopiti skupaj. In če me sprašujete, tudi ta problematika, ki naslavlja Rome, mora iti z roko v roko tako desnih kot levih. In tukaj menim, da tudi bi se moralo pokazati že v tem, da bi bili v nagovoru predsednice, kakršnekoli že bil prisotni v dvorani vsi. No, čeprav bom zdaj pa tukaj spet vam oponirala nekoliko, jaz se spomnim lani, mislim, da decembra ali novembra, ne spomnim se kdaj natančno, je predsednica nagovorila državni zbor. In ni bilo vlade. Tako. Ampak bili smo pa poslanci. Ja, jaz bi se zelo strinjal midva s kolegom Bakovičem, se dobro razumeva in se podpirava v zadevah, v katere verjameva, seveda, in mislim, da je v veliko stvareh se lahko desna in leva uskladijo. In to je varnost ljudi, vsekakor je leva in desna in skrb za starejše, zdravstvo, vsi, in jaz bom tudi rekel, da je, tako kot ste omenili, na desni in na levi podobno razporejena pamet, če ni čisto enako, zelo podobno, ne. Je pa tako dejstvo, da družba išče ekstreme in zdaj, če povem kaj zelo sočnega, me zagotovo citirajo, če pa povem tisto, kar dejansko mislim, pa ne vedno, ampak jaz bom še zmeraj govoril tako, kot mislim. Problem, ki ga pa jaz vidim tega dualizma, pa je, da vsak nov obraz, ki pride, obljublja, da bo drugačen, da bo boljši, da bo kako se reče, spravljiv, da bo sprejemljiv. Glejte, take koalicije, kot je zdaj, s tako večino še ni bilo. In ravno zdaj ob dveh imamo zakon, ki je bil recimo politično nastavljen, ne bom rekel kaj, ampak dejstvo je, če bi velika večina v koaliciji bila pripravljena dati neko koncesijo opoziciji, bi se zadeve umirile. Pa ni. V prvih 3 letih in pol ni bilo enega predloga, ki bi bil sprejet, pa bi rekli, ok, sej imate prav, sprejmemo. Po 4. poizkusu je bil sprejet en zakon o Romih, ki ga je podprl tudi kolega Bakovič, zato ker se je zavedal, da nekaj je potrebno narediti. Sicer pa vse obljubljamo,
politika obljublja, ampak mi bi morali preiti od besed k dejanjem. Žal pa tako mediji kot volivci ne ocenjujejo dejanj, ampak gradov v oblakih. Skratka, zdaj bomo končali z besedami, ker so oba omenjala medije, da smo mediji krivi, ker pripogovorimo k dualizmu v slovenski družbi. Bomo še kakšno rekli na to temo. Jaz se vam vsem 4 zahvaljujem za to, da ste se odzvali našemu vabilu, vam pa hvala za pozornost, če ste bili z nami.